Hudi jami. Predstavili se bodo profesor dr. Tomaž Erzar, Pavel Jamnik, Jim Kosem in Margarita Marija Dolinar. Na začetku vabim gospo doktorico Katarino Erzar, da namesto doktorja Tomaža Erzarja, ki danes žal ne more biti z nami, prebere njegov prispevek, sicer pa mogoče stavek o doktorju Erzarju. Dr. Tomaž Erzar je diplomiran filozof in literarni komparativist, sicer izredni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, družinski in zakonski terapeut pri Frančiškanskem družinskem inštitutu. V zadnjem času se ukvarja predvsem z raziskovanjem medgeneracijskih vidikov navezanosti v družini in z načini preoblikovanja manj varne v bolj varno obliko te navezanosti. Svoj prispevek je dr. Tomaž Erzar naslovil Izgubljeno sočutje. Prosim. Jaz bom kar prebrala, pa upam, da bo v 15 minutah tole skozi. Svoje razmišljanje o tragičnih povojnih dogodkih v Sloveniji bi začel z ugotovitvijo, da je bilo ukvarjanje s to neizmerno travmo v domači javnosti pogosto, morda celo praviloma zaznamovano s popolno odsotnostjo sočutja do žrtev in drugih prizadetih. Ta odsotnost je simptomatična in zastrašujoča. Po mojem mnenju na svoj način kaže, da še nismo sposobni sprejeti niti dejstvo te travme, niti njenega čustvenega udarca, niti njenih posledic. Od tu ni daleč do ugotovitve, da je travma pobojev prav zato, ker ni sočutja oziroma sočutnih besed, ki bi jo pomirile in ji dovolile, da ostane v preteklosti, v naši družbi zelo živa, prikrito dejavna in škodljiva. Škodljiva za vse, za tiste, ki jo tiščijo v sebi, za tiste, ki jo slutijo, pa ne vedo, zakaj gre, za tiste, ki jo preganjajo, zanikajo in se ji izmikajo, za tiste, ki bi bili radi naši aktualni sogovorniki, pa ne morejo biti, ker mi živimo v preteklosti svojih travm, za tiste, ki bi se radi zaščitili pred bodočimi travmami, pa se ne morejo, ker nimajo na voljo funkcionalnega modela reševanja travm, ampak zgolj nefunkcionalne, ki le še poglabljajo občutek vdanosti, nemoči in poraženosti. Sodobne teorije travme in raziskovanje tega pojava kažejo, da se nezaustavljena travma zelo prikrito in trdovratno širi naprej v notranjem občutku, ki ga imajo njene neposredne in posredne žrtve. Namreč, da so si zanjo same krive, da se v zvezi z njo nič ne da narediti, da je povsod tako, da je to normalno in da ljudje nimamo moči ali sredstev za njeno reševanje. Travma načne naš notranji občutek, da smo vredni življenja v sočutnem, nemanipulativnem in naklonjenem medosebnem okolju, da nam tako okolje pripada in da smo ga sposobni ustvariti. In kar je najhuje, travma odpre naše rane zgodnega navezovanja na starše ali skrbnike, kar pomeni, da utrdi in poglobi vsa tista negativna in katastrofalna prepričanja o sebi, drugih in svetu, zaradi katerih se po travmi nimamo več kam vrniti ali obrniti po pomoč, ker smo dom v pomenu varnega zavetja izgubili, tudi če smo ga kdaj imeli ali mislili, da ga imamo. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da ima taka ponotranjena travma, ki je praviloma neprepoznana in neizgovorjena, številne in raznolike zunanje posledice, posledice za duševno in telesno zdravje, posledice, ki se pokažejo skozi oblike odvisnosti, nasilnost, samoličevalno vedenje in nefunkcionalne odnose. Zakaj torej pravimo, da se travma prikrito širi naprej prek žrtev? To je na nek način skregano s pravičnostjo in zdravo pametjo. Ali ne prenaša travme naprej še bolj pogubno tisti, ki jo povzroča drugim, torej rabelj? In ali ni to popolnoma krivično do žrtev, ki so prvič trpele zaradi krivičnega ravnanja drugih, zdaj pa trpijo zaradi notranjega občutka, da so si tega same krive, ker se pač niso uprle ali ker so bile šibke in strahopetne. To je zelo težko vprašanje, ki odpira vrata v samo jedro travme. Temu se je tudi znanost približala šele v zadnjih 20 letih, ko je ugotovila, da travma pač ni samo še en problem današnjega časa na isti ravni kot vsi ostali. Travma ni samo v zunanjem dogajanju, ki ogroža naše zdravje ali življenje, ampak zlasti v našem notranjem odzivu nanje. Zakaj žrtev ne more biti sočutna do same sebe in si odpustiti, da je postala žrtev? Zakaj neha verjeti v sočutje in v to, da jim sočutje pripada,
in da si ga ni treba prislužiti ali priboriti po kakršnikoli poti, čeprav so tudi druge poti sodne in kakšne pravne nujne. Zakaj se sploh toliko ukvarjamo z žrtvami, je tak pogost ugovor in zakaj raje ne bi samo pozaprli rabljev. Naj poskusim s tem zasilnim odgovorom. Žrtev ima bistveno prednost pri razreševanju travme pred rablji, če rečemo zelo poenostavljeno, ker ima praviloma več potencijala, da travmo preoblikuje in zaustavi, kar ne pomeni, da ni možna tudi druga pot prek rabljev, a je redkejša. Travmo se zaustavi najhitreje, če naučimo žrtve, da ne bodo več žrtve, hitreje, kakor če bi učili rablje, ne bodo več rablji. Če bo manj žrtev, bo tudi prostora za rabljesko vedenje manj. V čem je torej razlika med obema? Medtem, ko rabelj travmo prenaša na druge ali širi okoli sebe, žrtev travmo ponotrani in nosi notranjo čustveno bolečino travme, jo čuti in ker pogosto ne more drugače, jo vzame za svojo, pomeni na nek način upraviči. A prav zato ima tudi možnost, da obvlada in ustavi. Kaj to pomeni za našo slovensko situacijo, za katero je značilna odsotnost sočutja? Najbrž to, da žrtve še vedno čakajo, da se jih bodo rablji usmilili in jih odrešili krivične vloge, v katero so jih pahnili. To pa je zelo nevarno, saj s takimi pričakovanji žrtve nehote utrjujejo status quo, utrjujejo in podaljšujejo svojo vlogo žrtve, pripisujejo rabljem več moči in potencijala, kot ga ti imajo v resnici, medtem ko same ostajajo pasivne in prestrašene. Od današnji vtis, da je travma druge vojne pogoltnila vase vse, kar je človeškega, sočutnega in dostojanstvenega, da za njo ni ostala niti bilka in da smo vsi njeni ujetniki, čeprav vsak na svoj način. In da ni niti ene instance, ki bi zmogla trajno in konsistentno sočutno držo, se pravi, da bi govorila o drugi vojni in povojnih pobojih brez jeze, zagrenjenosti, besa in ne da bi iskala kako korist zase. Prav ta vtis, da ne bo nikoli drugače, da se nič ne da narediti, je, kot smo videli, tipična posledica nezaustavljene in ponotranjene travme. V tem pogledu smo vsi njene žrtve. Problem govorjenja o travmi druge vojne v Sloveniji zato ni samo v tem, da se o njej ni govorilo, ampak da tudi tisti, ki so o njej govorili, so govorili v besu, v žaljenju ali pa v jezi, niso pomeli tistega potencijala, da bi ustavili. Tudi če so pokazali sočutje, ni bilo dovolj pristno. Kdo torej lahko govori o travmi in jo z besedami zaustavi? Vsekakor ne brezbrižni ali bahaški junak, ki krivi druge, in tudi ne kar vsaka žrtev, ki je jezna ali nemočna in krivi sebe. Pač pa nekdo, ki lahko zdrži s travmo, ne da bi jo kakorkoli prehitro racionaliziral ali opravičil, kar pomeni, da je to nekdo, ki pozna in sprejema globino travme najprej pri sebi. Travma, kot smo videli, uniči občutje varnosti in uniči s tem tudi občutje pripadnosti, lastne učinkovitosti in ljubljenosti, kar pomeni, da poseže globoko občutje samega sebe. Prav zato žrtev ne more iz travme, tudi ko je ta že davno mimo. V slovenski literaturi, ki govori o drugi vojni, imamo pretresljiv, a neizmerno iskren in globok primer tega, kako je vendarle mogoče govoriti celo o najhujših travmah vojnega časa. Pahorjeva pripoved Nekropola, ki je nastala že leta 1966, a jo šele zdaj bere cela Evropa. Zakaj šele zdaj, ne? Morda zato, ker tako kot mi, tudi Evropa pogreša model izhoda iz travm druge vojne. Vsaj dosedanji poskusi očitno niso bili dovolj iskreni in so zato neprepričljivi in za zdravljene travme premalo učinkoviti. Zakaj je Pahorjeva Nekropola prepričljiva? V njej prvič ni ne bahaškega junaštva, ne jeze. Toda to je samo znak, da je v njej neka globlja drža. Jeza lahko varuje, a ne zdravi. V Nekropoli je nadalje brez izmikanja in na ranljiv način opisana popolna preplavljenost s strahom, ki je tiste mesece v taborišču vklenila ljudi v četrt življenja. Strah, grožnja, trpinčenja, popolna stiska brez upanja na rešitev. Toda ta strah, in to je ključno, za Pahorja ni opravičilo za strahopetnost. Čeprav se vsi bojimo vsak trenutek za svoje življenje in trepetamo, da komaj govorimo in mislimo,
To še ne pomeni, da lahko počnemo karkoli. Še vedno imamo prostor za iniciativo, za solidarnost in ta prostor nam vrača moč na tem majhnemu točku samospoštovanja in dostojanstva, da nismo žrtve, čeprav imamo za to vse razloge tega sveta. Pahor preseže travmo taborišča, ko prizna, da bi si lahko očital, da je preživel zato, ker je jedel kruh umirajočih, točneje, ker je računal z njim. Se pravi, ne zato, ker ga je dejansko jedel, to bi bilo normalno, ampak ker je ob tem, ko je pomagal bolnim in umirajočim sotrpinom, mislil na njihov kruh. In natanko smo vedeli, čigav obrob bo ostal, piše v knjigi. To njegovo priznanje, da ni bil tako pogumen, kot bi si želel biti, se v pripovedi nahaja samo kako stran pred mestom, ko opiše naposled tudi svoje junaštvo. Se pravi, najprej na vrsti obračun s sabo, ki me odreši statusa žrtve, na to pa ena samohvala, pa eno priznanje. Zakaj je to priznanje ključno za premagovanje travme? Prvič, ker ohranja iniciativnost, ki ni značilno žrtev, ampak ljudi, ki se borijo, tvegajo in nočejo biti nemočni. In drugič, ker z iniciativnostjo izkazuje neko držo, ki ni iz sveta travme, ampak iz sveta notranjih meril poštenja, odkritosti, zvestobe in dostojanstva. Tretjič, ker priznanje zmore samo nekdo, ki verjame in se zanese, da ga to ne bo pokopalo, da ga bodo ljudje sprejeli takega, kot je, ne boljega niti slabega. Kar pomeni, da verjame, da je lahko iskren in si zasluži naklonjenost in sočutje tudi za stvari, za katerega je sram in nanje ni ponosen. Da si zasluži sočutje, čeprav si ga ni zaslužil s prikrajanjem svojih spominov ali amnezijo, niti si ga ni prislužil z junaškimi podvigi. To je vera majhnega otroka, ki je še lahko iskren in prisrčen in se ga travma ne more dotakniti, ker čuti, da je z njim kljub grozi izničenja vse v redu, da je vreden ljubezni in sočutja, čeprav ne vedno popoln. Zato nam zaupa svoje občutje, nas popelje v varen, zaupljiv svet iskrenega pogovora med naklonjenimi ljudmi. Svet, ki ga je Pahor tkal že v taborišču in ki ga je tkal po vojni. Taka globoka iskrenost je onstran razlike med rablji in žrtvami in je tako rekoč neuporabna za maščevanje ali jezo, pač pa privabila sočutje, ga širi ter tako zaustavlja traumatiziranost, s tem, ko v bralcih ali poslušalcih krepi pripravljenost, da pogledamo lastni strah in lastno krivdo in iz šibkosti naredimo moč medsebojne povezanosti. Samo taka iskrenost, ki razkrije svoje šibkosti in poišče stik s sabo, ne glede na divjavne travme, travmo umiri, pokoplje mrtve in gre naprej, ne da bi se enkrat samkrat zapletla v jezna obračunavanja. Medtem, ko lahko neiskrenost uniči še taka junaštva in še tako trpljenje, kar se je gotovo zgodilo zmagovalcem druge vojne. Zanimivo in nenaključno je, da je prav Boris Pahor, kot vemo, v 70-ih letih pomagal Kocbeku, da se je otresel statusa žrtve, kolikor pa se je lahko, in spregovoril z novo iskrenostjo po vojnih pobojih. Zanimivo in tudi nenaključno je, da je tedanja oblast pogovor s Kocbekom ponatisnila, morda misleč, da je zaradi časovne oddaljenosti ta tema neškodljiva. To je razmišljanje Rabla, ki računa, da se bodo tudi drugi travme otresli na enak način, kot se je sam. Toda nič ne bi moglo biti bolj zgrešeno. Kocbekove besede so sprožile plaz iskanja poti ven iz vloge žrtev, plaz, ki se še danes ni niti dobro pognal. Iz tega se lahko vsekakor naučimo naslednje. Kakor se širi strah, tako se širi tudi iskrenost. Kdor govori na iskren način o lastni travmi, čeprav je samo eden, odpre pot iskrenosti še drugim. Hvala lepa, gospe doktorici Katarini Hoffman Erzar in seveda doktorju Tomažu Erzarju za nekaj prispevka. Zdaj pa k besedi vabim gospoda Pavla Jamnika, višjega kriminalističnega svetnika, ki od leta 2002 vodi preiskavo o povojnih pobojih, od takrat je tudi član Komisije Vlade Republike Slovenije in v okviru te komisije si je prizadeval za vzpostavitev metodologije dela z grobišči in želi v svojem današnjem prispevku z naslovom Fizični posegi v prekrita grobišča prikazati prav trud, ki je bil potreben, da je bila ta metodologija uporabljena v praksi
in seveda skrb, da bi se na uveljavljen način delali zanemarjali. Hvala lepa za možnost, da vam predstavim nekaj svojih misli. Ampak predtem bom pa to priložnost izkoristil še za eno misel, ki se mi je utrnila v tem času, ker traja ta posvet. Ob lanski prvi obletnici vstopa v Hudo jamo sem sam v svojem prispevku nekajkrat izrazil svoje prepričanje, da zgodovinopisje ni tisto, ki lahko da odgovore v zvezi z množičnimi poboji. Ne govorim samo o pobojih pri nas, ampak nasplošno z množičnimi poboji, ki se v človeštvu dogajajo. Danes na tem posvetu, se pravi ob drugi obletnici vstopa v Hudo jamo, sodelujejo psihologi, sodeluje filozof in to je tisto moje osebno prepričanje, ki zdaj pač izkoriščam ta trenutek, da ga na glas povem, da, tako kot je gospod Žalec rekel, da preučevanje genocidov je preučevanje srca teme. In da prav filozofija, psihologija, antropologija, sociologija, to so vede, ki morda lahko kdaj dajo odgovor na to, zakaj ljudje počnejo to, kar počnejo eden drugemu. Zgodovinopisje, kakršnokoli že je, pa če se še naprej poigram s to mislijo srca teme, pa zgodovinopisje pa zgolj oddaleč opazuje to temo in nekateri od teh zgodovinarjev, pa zdaj, a jim je to všeč ali ne, jaz si to lahko prevošam, ker nisem zgodovinar, pač v to temo vidijo globlje, nekateri pa v to temo vidijo manj. Zdaj, če bi bil pa nesramen, lahko rekel, da nekateri imajo pa tudi bolezen, pri kateri v temi ne vidiš nič. Toliko v uvod. Zdaj bi pa rad povedal nekaj o teh fizičnih posegih v grobišča, ki je pa popolnoma tehnična tema tega današnjega posveta. To temo sem izbral iz enega preprostega razloga. V komisiji, pa tudi sam v okviru policijskega dela, smo se dolgo časa res, kako bi rekel, iskreno prizadevali, da bi vse posege v vojna grobišča spravili v en kontekst na eni strani strokovnega dela, na drugi strani pietetnega obnašanja do vseh ljudi, ki so v teh grobiščih pokopani. Tako je v teh prvih fazah, ko je začelo potekati evidentiranje povojnih grobišč in ko se je pojavilo nekaj 100 evidentiranih grobišč, se je seveda postavilo vprašanje prvič, ali so vsa ta evidentirana grobišča tudi resnično grobišča, kajti viri so bili predvsem ustni viri ljudi, ki naj bi za ta grobišča vedeli. In pa drugo vprašanje, torej prvo, če so res grobišča, in pa drugo vprašanje, koliko ljudi je v teh grobiščih zakopano in kaj se v teh grobiščih še da najti. Narejenih je bilo nekaj tako imenovanih, za te prve posege uporabljam izraz, vkopov v ta prikrita grobišča. Ugotovilo se je, da v večini primerov res obstaja grobišče tam, kjer kažejo ustni viri. In pa seveda pokazalo se je še nekaj. Če nimamo točno določenih pravil, kako s temi grobišči ravnamo, potem res delamo to, kar so nam tudi kasneje, ko so ta pravila že bila, velikokrat učitali, da brskamo po kosteh. Torej, prav iz želje, da preprečimo oporekanje, da brskamo po kosteh, smo se lotili priprave enih pravil, enega okvira, v katerem bi bilo mogoče z grobišči ravnati. Tako je v okviru vladne komisije od leta 2005, ko je vodil gospod Dežman, je bila ena prvih nalog prav
prav ta tako imenovana metodologija posegov v vojne grobišča. Tudi zakonske osnove. Zakoni so nam na eni strani omogočali posege v vojna grobišča, na drugi strani pa tudi zakoni, ki so se potem skozi leta sprejemali, na nek način omejujejo in pa dajejo krog, do katerega je možno v grobišča posegati. Prvi zakon, ki je kakršnekoli posege omogočil, je bil pravzaprav zakon o vojnih grobiščih. Na drugi strani imamo pa že ves čas tudi zakon o kazenskem postopku, po katerem dela seveda policija in pa tožilstvo in pa preiskovalni sodnik v primerih, kadar se raziskuje kaznivo dejanje na teh grobiščih. Ta grobišča so seveda, kar se tiče teh raziskav, ves čas na eni strani predmet kaznivega dejanja, na drugi strani predmet zakona o vojnih grobiščih, kjer se lahko žrtve tudi prekoplje. Tukaj gre ves čas za en preplet dejavnosti, za katere nikoli ni mogoče reči, zdaj se neha raziskovati kaznivo dejanje, zdaj je možen samo prekop, ali obratno, to se lahko prekoplje, ker se ne bo raziskalo kaznivo dejanje. Ves čas se je treba pri teh zadevah oba pola presojati in ugotavljati, ali je grobišče ta trenutek ne prihaja v poštev za raziskovanje kaznivega dejanja že možno prekopati, kajti še vedno obstaja možnost, da se bo nekoč našlo nekaj dokumentov, našlo nekaj, na podlagi česar bo mogoče speljati kazenski postopek. V javnosti se to velikokrat ali težko razume, ali ne vem, enostavno se velikokrat ne razume, da so kazenski postopki oziroma eventualni kazenski postopki, da se ne da danes reči, tukaj ne bo kazenskega postopka ali pa za drugo grobišče tukaj bo. To so nezastarljiva kazniva dejanja, pri katerih je pač predmet raziskave grobišče, dokler obstajajo ljudje, ki so lahko procesuirani za kazniva dejanja, ki so bila tam storjena. Ampak da gremo mi zdaj naprej z temi posegi v grobišča, torej zakon o vojnih grobiščih, zakon o kazenskem postopku in pa v komisiji trud vzpostaviti standarde, na podlagi katerih se v grobišče lahko posega. Komisija je sprejela tako imenovano metodoloških okvir za izvedbo sondiranj in prekopov. Mi smo imenovali te posege, oziroma smo jih razdelili v dve vrsti. Ena vrsta so bila tako imenovana sondiranja, druga so bili tako imenovani prekopi. Pri sondiranjih gre za to, da z čim manj škode posežemo v zemeljsko plast in ugotovimo, ali gre na tem mestu dejansko za lokacijo grobišča. S tem seveda ne dobimo v zvezi z grobiščem to, kar zanima širšo javnost. Kdo je zakopan noter, koliko je zakopanih ljudi noter, na kakšen način so bili umorjeni. Vseh teh odgovorov ne dobimo. Dobimo pa prav tako zelo pomemben podatek za evidentiranje, za raziskavo, za obeleževanje grobov, da je tam res grobišče. Včasih je v teh prvih fazah, ko smo začeli s tem sondiranjem, je seveda se pojavila želja. Naredimo še malo večjo sondo, odprimo še nekoliko več, da vidimo, kaj je noter. To je na vse zadnje razumljiva želja raziskovalcev. Ampak tudi, če namesto meter krat meter velike luknje nad grobiščem, s katero potrdimo, da gre za človeške ostanke, skopljamo 3x4 veliko lukno. S tem ne dobimo pravzaprav nič več podatkov, kot samo še dodaten, da so tudi na takem območju človeški ostanki. Torej, na eni strani sondiranja, s katerimi potrjujemo grobišča, na drugi strani prekopi. Prekopi so po zakonu o vojnih grobiščih mogoči takrat, ko policija zaključi svoje delo, ker sem pa prej rekel, da je pa to zelo težko definirati, da je policija zaključila svoje delo, so mogoči prekopi tudi v fazi,
ko sicer obstaja možnost, da bo za to grobišče policija nekoč nekaj raziskovala in pa tožilstvo, in prav zaradi tega morajo biti ti pokopi oziroma ti prekopi izpeljani na tak način, da iz grobišča dobimo čim več podatkov, koliko jih je pač o grobišču mogoče dobiti. Zato smo v tej komisiji predpisali tako imenovano arheološkemu delu primerljivo metodo dela. Kar pomeni, da se tako kot pri arheološkem delu odmaknejo vrhni sloji, potem se pa skeletne celote izkopljajo z arheološko primerljivim delom, izvajati jih mora arheolog, pri delu mora biti prisotni predstavnik Inštituta za sodno medicino ali antropolog in vsi predmeti ob žrtvah se dokumentirajo, se označujejo in skeletni ostanki pobitih ljudi se potem po končanem izkopu poberejo iz grobišča, kar omogoča, da svojcem, v primeru, da so svojci, da lahko na posameznem grobišču identificiramo svojce oziroma identificiramo žrtve, svojcem lahko vrnemo celoten skeletni ostanek žrtve. Če delo ne izvajamo na tak način, se z grdo besedo rečeno, kostni ostanki premešajo. Svojcem ne moremo vrniti njihovega svojca, temveč mu vrnemo nekaj kosti, za katere tudi sam vedem, da to niso vse kosti njegovega svojca. Kar je pa seveda na vse zadnje daleč od enega pietetnega odnosa. Zato, kot sem rekel, na eni strani strokovne zahteve, na drugi strani pietetne zahteve, ki so pa prav tako enako pomembne. Zakon o kulturni dediščini je leta 2008 pravzaprav z uvrstitvijo lokacij povojnih grobišč med arheološko dediščino. Čeprav se to mogoče na ozvrlo javnosti sliši nekoliko čudno. Povojno grobišče, pri katerem so svojci zakopanih ljudi v teh grobiščih še živi, da so njihovi ostanki že arheološka dediščina. Morda se to sliši nekoliko neokusno, ampak gre za to, da je prav na tak način to grobišče zavarovano in pa, da je za to grobišče omogočeno, da se z njimi ravna na en strokovan in pietetni način. Seveda se pa pojavi problem pri velikih grobiščih. Gospod Štrovs je prej omenil grobišče Mostec pri Brežicah. Grobišče Huda jama je nekoliko specifičen, ker je to v jami in ni bilo potrebno izkopavanje človeških ostankov, temveč smo na človeške ostanke v jami naleteli in ni bilo treba samo z njimi potem po teh načelih Inštituta za sodno medicino pač postopati. Problem je pri velikih grobiščih. Mostec, Maribor, se pravi Tezenski jarki in še ostala večja grobišča. Sondiranje potrdi grobišče. Vemo, to je bilo narejeno pred leti grobišča v Mostecu. Mi smo uspeli s sondiranjem dokazati, lansko leto je gospod Štrovs svojo ekipo dokazal grobišče na skoraj 200 metrih protitankovskega jarka. Torej, grobišče imamo potrjeno. Imamo ustne vire o domnevnih žrtvah. Vemo, Slovenci, Hrvati, verjetno nekaj enot nemških vojakov, znotraj Slovencov, domobranci iz Teharji, domačini iz okolice Brežic. Dolžina grobišča 200 metrov, kje je kdo? Pričakovati, da bi za potrebe sodnega postopka oziroma kazenskega postopka preiskovalni sodnik odredil ekshumacijo, se pravi izkop celotnih 200 metrov grobišča, ob tem, da ne obstaja pravzaprav do tega trenutka neposreden dokaz proti katerikoli osebi, je nemogoče pričakovati. Na drugi strani, pričakovati, da bo Ministrstvo za delo, kot resorno ministrstvo za skrb za vojna grobišča, lahko financiralo celoten izkop teh 200 metrov človeških ostankov po tej tako imenovani arheološkem delu primerljivi metodi in zagotovilo spodoben pokop, ob tem ugotovilo
pri posameznem skeletu vsaj nacionalno identiteto po predmetih, ki so prisotni, je seveda tudi popolnoma nemogoče, ker je tudi to prevelik strošek. In nihče ne bo na Ministrstvu za delo uspel zagotoviti taka finančna sredstva. Torej, nekaj manjka. Manjka nekaj, kar je poskušal definirati z terminom tako imenovana terenska preiskava. Torej, da bi na takem grobišču, na tako velikem grobišču, samo na delu tega grobišča poskušali izvesti prekop, ga izvedli po tej tako imenovani arheološki modelu primerljivi metodi in poskušali na posameznih delih identificirati vsaj nacionalno pripadnost teh žrtev. Seveda je to delo bi bilo mogoče opraviti zgolj tako, kot nalaga tudi zakon o kulturni dediščini, na ta strokoven, pietetni način izvesti ta prekop. Tako da zaenkrat je ta pobuda gospoda Štrovsa, da bi se tak izkop izvedel s pomočjo enega zasebnega podjetja, ki ima koncesijo za prekop nemških vojakov, se pravi v Republiki Sloveniji, je bil prav strani policije zaustavljen, ker ni bilo jasno, ali bi bil ta ukop, ta večji, oziroma prekop dela skeletnih ostankov na tem velikem grobišču strani tega podjetja res zagotovljen in pa izveden z to arheološko primerljivo metodo. Ustavljen tudi zaradi tega, ker če nismo bili prepričani, da bo to delo izvedeno po teh standardih, se ne moremo privoščiti, da se grobišče odpre in ko je grobišče odprto, ugotovimo, da dela ne potekajo dovolj strokovno in potem dela ustavljamo. To bi pa potem upravičevalo ta očitek, ki ga slišimo včasih iz javnosti, da premetavamo in pa preštevamo kosti. Zato je v bistvu vprašanje prihodnosti, kako urediti te posege v vojna grobišča, v prikrita grobišča, da bo zadoščeno po eni strani vsem zakonskim osnovam in po drugi strani, da se bo s temi grobišči nekaj dogajalo tudi v smeri približevanja, vračanja kostnih ostankov sorodnikov. Tako da s tem vprašanjem tudi končujem ta svoj prispevek in, kot sem rekel, puščam odprto to dilemo, kako rešiti, da se v grobišča posega na strokoven način in da obenem lahko začnemo nekako vračati svojcem človeške ostanke. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Pavletu Jamniku. Vesela sem, da lahko danes med nami pozdravim gosta iz Velike Britanije, gospoda Jima Fossema, ki bo v svojem prispevku govoril o medijskem projektu Spomenik. Cilj tega projekta je raziskovati načine, na katere bi lahko načrtovali in se kasneje razvil tako imenovani vseprisotni spomenik. Projekt se namerava zasnovati dva takšna spomenika žrtvam genocida in množičnih grobišč, in sicer enega v Sloveniji in drugega v Ruandi, kjer so bile upravljene že prve preiskave. Dobar dan, jaz sem Jim Fossem in iz Clevelanda. Drugač prihajam iz Velike Britanije, ki delam iz Horizon Digital Economy Research, to je raziskovalski inštitut v Univerzi v Nottinghamu v Severno Angliji. Mi smo v naši ekipa raziskovalci, računalniški znanstveniki, geografi, psihologi, izobraževalni raziskovalci, oblikovalci in ekonomisti. To v bistvu kratka verzija moj življenjski opis. V bistvu jaz sem iz Clevelanda, originalno. In v bistvu sem le živel za nekaj časa in potem sem šel gor magister delati v Londonu, kjer še vedno živim.
V bistvu, vedno mi je zanimivo kot oblikovalc to relacije med podatke in zgodbe in fizično prostore, oziroma mesto. In recimo, to je en del od to bele knjige, da so bili izdane v tujini, večino v Kanade, po mojem. In v bistvu, ker jaz sem izseljenc v bistvu in moji starši so bili begunci in mi smo šli v Amerike zaradi to hude jamo, pa se to ostale dogodkov. Je vedno, to mi je zanimivo. V bistvu, spomenik.org je bil prvi poskus in to je bil narejen neki 4 let nazaj, če ne motim. In to je bil del moja magisterska naloga, kako narediš neki mobilni spomenik, kakšen nefizični spomenik, če je možno narediti nekaj, da dela kot software. In no, cilj projekt Pervasive Monuments, to je pač angliški akademski ime, je raziskati načina, na katere bi lahko načrtovali in razvili tako imenovan to vse prisotne spomenik. In pač ideja je to, ker tehnologija je vse posod. Je v žepu na telefonu, je na internetu, to je vse posod. Potem to pomeni, da tudi podatke so vse posod. In če oblikuješ to pristop do podatke, recimo v prostor, ki je kaj zgodil, potem mogoče lahko narediš kakšen nefizično oziroma digitalni spomenik. No, tako zgleda naš projekt. Prvi del se imenuje Urubutsu in to je en besedo v Keniji ruandovsko, da pomeni spomenik pač. In spomenik taki, se veste, kaj to pomeni, ampak se vedno moram to razlagati v Angliji in tudi kam drugam. No, in v bistvu ideja je to, da v bistvu ponavadi spomeniki so statično. To pomeni, da je en kup betona pa železana, ne vem še kaj, tam stoji in tam je. Samo mi mislimo, da lahko bi spomenik sistemsko, da je dinamičen, da ima uvod in ima izhod. In pač koncentriramo v Ruandi, ki imamo del, na dokumentaciji. In lahko to berem pač na kratkem. V Urubutsu se posveča načinom zbiranja podatkov v kraju genocide, pri čemer uporablja tehnike vključevanja javnosti ter razvoja specifične lokalne znanje. V bistvu tam delamo iz šole in učenci in dijaki tam v Ruandi, v glavnem mestu Kigali. In kako pač lahko to skupaj prebrajajo vse to podatke in potem dajo noter v nek sistem, kako lahko sranijo. In pač tak zgleda pač neki prototipe v to softwareu. Spomenik je digitalno obeležje, ki označuje in spominja na politično motiviranje po vojni poboji takratne vladajoče komunistične vlade in namenjen je na, recimo, imamo razne grupe, in recimo oni, to so bili tam takrat, in oziroma imajo kakšen direktno osebno vezi s tem. In recimo ljudi, da so tam slučajno, tam je, če je grobišče, mislim, živijo tam zraven, vozijo na šipto tam, ne vem, je na poti kam, na trgovine, ne vem, ali pa in tudi mladini, mislim, ker to verjetno najpomembno, da otroci pač se učijo, kaj je zgodil, kaj je v zgodovini, in zakaj, in mogoče je kakšen možna sprava za starejše ljudi, da pač se vedejo, da otroci se učijo od neki, in mogoče, da tudi se vedejo, da pač da slučajno vidi kakšen spomenik, dobi kakšen informacija, kaj je zgodil tam. In pač govorimo o naše ekipe veliko to luknjo zgodovine tle, in recimo tudi v Ruanda je to tudi, ampak malo drugače je pač situacija tam. In govorimo veliko to pač ravnotežje resnice, kako pač naredimo nekaj, da ima to balance, in kako lahko delamo neki platform, neki tehnološka, da pač ima to ravnotežje, in govorimo veliko podatke, ker smo pač znanstvenike, mislim, jaz nisem, ampak ostali so ponavadi. In govorimo ne samo od številke pa lokacij, ampak kako kombiniraš to, kako dobiš kakšne informacije, bolj globoko razumevanje od situacij s številkami, pa statistika, pa lokacije. In tudi govorimo veliko napredovanja.
Kar zanimivo je zame, ker sem recimo pol Slovenca, po uradno sem Slovenca, ne vem kaj točno sem, ampak to je druga zgodba. Ker v Afriki, v Rwandi so kar dobri s tem dejansko, da imajo tak plemenski sistem, da človek, da je mogoče pobil njegov sosed, pride v vasi in potem javno pove vas, jaz sem žal, zakaj sem naredil, prevečujem. Potem neki dobre delga, prostovoljne del moram narediti za vas. In to je to. Ne? To je spravo. Ne? In to oni so pogruntili. In kar se tiče Slovenije, po mojem Slovenci imajo kar dosti za očito, da prečani. No, neki ideje pač imamo, ne? Kako mešiš pač to tehnologije pa lokacije, ne? Ker recimo v Sloveniji so velike o tem lokacije, ne? Več kot 400, ne vem točno. Jaz sem mislil, da samo neki 432, sem slišal, danes so neki 600. Pač vse posod so. In v bistvu, če računaš, koliko majhna je Slovenija, potem to skoraj na vsakem vogalu bi mogel biti. In pač tudi, kako lahko porabiš, recimo mobitelo, kakšne tehnologije, da bi videl, kaj je zgodil, kam živiš. Naprimer, tu je en vas zraven Repenca, da en človek je tam živel in zakaj je to hiša prazno, ne? Zakaj je kam šel in nekaj je zgodil tam, No, če piše na tablice na tem hiši, ampak to lahko delaš pač preko software, pa mobilne tehnologije. In največ to, da imaš, da kreiraš, da ustvariš kakšen empatija, neke relacije, da to bi lahko tebi v bistvu. Stvari ni bil toliko enostavno, ni bil toliko črno-belo, kot dosti mislijo. In recimo, če si imel nemški primek, zelo možno, da ti bi tudi pač pobijen, potem bi lahko tudi dal, ja pač, ja, ne vem, stvari je bil pač naslepo, ne vem, kako bi drugače razlagal. Da res, dosti ljudi sploh ni imel izbira, in je bil to recimo 42% šans, da ti bi pač tudi pobijen, brez razlogom, naprimer. No, in pač veliko pogovarjamo, kako recimo lokacije lahko pove zgodbe, in tudi pač lokacije so veliko, in to že vemo. Opa. Pač so neki 5 zvone, to obležne zvone v Sloveniji. En v Brezno pri Kolfinu in drug v Kočevski Rogu. Še eno v... Ok. Ne zmanjka besede, prosto. In v bistvu se koncentriramo na to 5 lokacije, ker prvič vsi so enaki, to je pač sistemsko, če gledamo na to kot računalniške znanstvenika. To je sistemsko in tudi pač lahko vezmo to enake lokacije med sabo. Tudi je vizualno enake in tudi so akustično. Zvon je pač. In če gledamo v Brezno pri Kolfinu, za bolj starejše ljudi, da mogoče pač kaj slišal, kaj je zgodil tam je Brezno pri Kolfinu in kaj je enostavno, kaj je in preprosto. In da ne samo za nestarejše ljudi, ampak tudi za vsak obiskovalce, za vsak uporabnik. In to je, da v bistvu daš grob telefonsko številko. Vsak Slovenec skoraj ima telefon sabo v žepu, vsi imajo mobitele. In če hočeš slišati ali učiti, samo treba poklicati, potem bi obiskovalc slišal osebno zgodbo, od koga da je bil tam, oziroma je imel kakšen vezi s tem. Naprimer, tu je bil en primer za zgodba, pritisneš eno za slovensko, ali pa mogoče 2 za hrvaško, potem slišiš, jaz sem bil ta in jaz sem bil tam in takrat je sijal, ampak so nas vlekli v gostju. Tako osebno, globoko zgodbe, da lahko slišiš tam v kontekstu, kateri si tam, potem lahko misliš, tako je izgledal takrat 60 let nazaj. In to je čisto enostavno, to je telefon. Če lahko tipkaš noter cifro v telefonu, lahko to uporabljaš in to je to. In poklic je zelo osebna stvar, ima moč.
posebej, kadar nekdo pove, kje si trenutno, ne, ti gledaš tam dol v dolini in tam smo bili in tako dalje. To je klasična muzejska izkušnja tudi, ne. Vsi smo bili v muzeji, ker imamo neki audio, potem slušamo, kaj mi gledamo en kip in to je bil nekaj 1000 let star, ne vem kaj. Ampak to ima veliko moč, ne. In lahko tudi bi pravili SMS sistem, lahko pošleš magar na koncu obisk kakšen spomin, kaj ti misliš o tem, oziroma jaz samo hočem reči, da sem bil tle, ne. In potem imaš to relacijo preko vse to tehnologije, med prostor pa človek, ne. To obiskovalec in ljudi, da tam že ležijo. Pač lahko tudi povezamo vse to izkušnjo iz spletnih strani. Tudi lahko rekordiramo, recimo, če bi zvonil in potem lahko rekordiramo na spletni strani, da ti si pač bil uradno obiskovalec in tudi lahko rekordiramo, da ti si poklical to, potem lahko ljudi pogledajo na strani, naprimer, da imajo toliko in toliko obiskovalci. Potem to je nekako, da potrdiš, da ti si bil tam, da v bistvu da skrbiš, kaj je zgodil, da hočeš vedeti kaj, ne. In pač nekaj videti, kako bi izgledalo spletne strani, ne. In to v bistvu, problem je iz to sistem je, da samo daš številko, pa statistika dejansko ni dober v tem situaciji, ker ljudi sploh ne hočejo kaj štekati, ne, ker je preveč za razumeti, ne. Samo, če imaš res globok in oseben zgodbe, potem lahko odpreš na koncem, ne, recimo, če si bil tam presno prek konfinu, potem bi se vedel, koliko ljudi bi tam umrl, ne. Ker človek bi, to obiskovalec, to uporabnik, bi že imel kakšne relacije. No, in recimo druge verzije v to platformo bi za študenti, za dijaki, ne, naprimer v Kočevski Rog, če bi študenti bi lahko imeli tečaj in bi lahko uporabili to spletni strani, preden grejo, potem lahko bi tipali noter, jaz sem od ta vas in potem to spletni stran bi lahko piščil, ne vem, koliko lokacijo so okoli, ne. In študenti lahko bi tudi se učili in raziskovali bolj osebno globoko, kaj je zgodijo, kam grejo. In potem recimo drug dan bi lahko funkcioniral na podoben način kot druga verzija, ampak lahko bi mobilne aplikacije, potem to recimo, ker mladini imajo bolj, recimo to Android ali iPhone bolj komplicirano, bolj moč na telefonu, da lahko nalagamo to bolj specifikacije. Potem lahko imajo neki bolj, kako bi rekel, bolj globoko, ampak gremo naprej. In potem lahko pač pravijo to aplikacijo kot raziskovalski pomočnik. In tam na terenu, če grejo tam, ne, na mesto lahko bi zvonil in rekordiral njihove obiske. In tudi bi lahko magari imeli neki tečaj in vprašanj, kaj je zgodil tam, naprimer, zakaj je to plakat v srpske, ali zakaj to piše. Potem, če oni bi naredili svoje raziskave na terenu, da bi naredili to tečaj, kaj je zgodil in potem pač upamo, da bi oni se vedeli bolj globoko razumevnijo od situacije. In kadar se vrnijo v šolo, potem bi lahko tečaj delali naravno vprašanje, kaj so videli. Potem bi pojavili tudi to na naslednji strani. In potem tudi lahko bi vprašali, kaj bi ti delal tam, ne? Potem v bistvu študenti pa dijaki imajo to bolj globoko in potem lahko sam se vprašajo, kaj bi oni delali tam, kakšne relacije imajo tam iz to lokacije, pa mogoče so imeli tudi žlahte tam, pa mogoče prihajajo iz partizanske družine, tudi mogoče lahko sam se vprašajo, ne, kaj bi jaz delal takrat. In to je to. Upam, da sem bil razumljiv, se mi zdi, da nisem bil. To je pač naš projekt.
Hvala lepo, gospodin Kosemu, za to zanimivo predstavitev. Preden damo besedo gospe Marjetki Dolinar, dovolite, da med nami pozdravim predstavnika Hrvaškega veleposlaništva, ki se nam je pridružil. Sicer pa na kratko mogoče o gospe Dolinarjevi. Rodila se je v Buenos Airesu, diplomirala na Višji katoliški šoli za risanje, slikarstvo in umetnostno zgodovino. Izpopolnjevala se je pri pomembnih in znanih umetnikih, se vključila v delovanje ateljeja tudi znanih umetnikov. Do leta 1992 je poučevala risanje, slikarstvo in umetnostno zgodovino. Takrat je odpotovala v Evropo. Sodelovala je na več kot 67 samostojnih in skupinskih razstavah ter bienalih v bistvu po vsem svetu in prejela tudi več 10 častnih odlikovanj. Lepo, kar izvolj vedno. Dobar dan, vse skupaj. Jaz bom v bistvu zaključila to bogato in visoko omizje z slikarsko noto oziroma z našo slovensko Gernika. Človek se sprašuje, zakaj sploh slovenska Gernika, zakaj je bila naslikana in kaj še do dan danes nam ta slika sporoča ali nam želi povedati. Torej, ko je bila odkrita Huda jama ali odkrit rov Svete Barbare, in ko so nastajale prve fotografije tega grozodejstva, sem se sprašvala, kako naslikati z največjim spoštovanjem te naše žrtve. In seveda, kako posredovati njihovo sporočilo. Sporočilo seveda žalostno, sporočilo oseb, ki so v bistvu zapustile zemljo z zadnjim izdihljajem. Tukaj smo, prosim, zaključite. Seveda, tako so nastale 9 slik, 9 skic, ki so sigurno bile istočnica za to našo Gerniko in seveda, zdaj na kratko bomo naredili tudi opis. Slika slovenska Gernika je v bistvu slika spomina in opomina. Jo lahko delimo seveda na 3 dele. Spodnji, srednji in zgornji. Tudi spodnji del ga lahko delimo na 3, na levi, srednji in desni. Spodnji del je uprizorjen, v bistvu so uprizorjeni jaški. To so 3 jaški Hude jame. 1, 2 in 3. In če na prvi pogled opazimo na levem jašku in na desnem v bistvu elemente grozote, smrti, izmaličenja, trpljenja, za protivtež ta sredinski jašek nam pa uprizarja v bistvu odrešenje. Najprej se bomo ustavili na levem jašku. Kaj sem želela prikazati na levem jašku? V bistvu padec naših žrtev. Kako so te žrtve padale ena na drugo. Vidimo, kako je ta obraz, ki pada na telo, roka, ki se obeša na hrbtenico, vidimo elemente anatomije, ampak seveda popolnoma izmaličene. Kaj nam prikazuje? V bistvu nenehno žalost, nenehno trpljenje, izmaličenje, mučenje. Če se preselimo na ta tretji jašek, desni jašek, elementi se ponavljajo. So popolnoma isti. Vidimo elemente trpljenja, mučenja in izmaličenja. Ampak na razliko, če sem jaz želela na prvem jašku prikazati padec žrtev, na tem jašku sem pa želela prikazati globino jaška. Naprimer, vidimo vse te žrtve, ki so sestavljene nekaj v neki konturi, v nekem krogu, in imamo občutek, da ta krog se vrti in da požira žrtve na neko sredino, na neki padec in na neki globoki jašek. Na prvi pogled opažamo, naprimer, žalostno mati s sinom, neko kito, neke roki, ki sta privezani, žalostno mladenko z srcem, ki krvavi. To nam simbolizira v bistvu dekle, ki je morala pustiti ta svet, dekle, ki je bila odvzeto v bistvu mladost in ki je želela živeti, sledi žrtev s prstanom, to je v bistvu zadnji krik bolečine, nadaljujemo z izmaličenimi nogami,
z lobanjo in seveda z izmaličenim telesom. Torej, krog, ki nas opozarja na eno centripetalno linijo, ki posrka vse žrtve navznotri in nam prikazuje eno situacijo popolno brez izhoda. Tukaj bi želela narediti eno primerjavo z Picassovo špansko Guerniko. Torej, če se spominjate na to sliko tega našega Španca Picassa, on je resnično tudi v prizoru destrukcijo telesa, kot jo imamo tukaj mi pred seboj. Ampak na razliko, da španska Guernica ima naslikano tudi neko okno in v slikarstvu okno ali vrata pomenita vedno neko izhodišče. Gledalec dobi občutek, da se ta žrtev, tudi če je bil bombardiranje ali pa požar, lahko se tudi reši. V tem našem primeru imamo dva elementa popolna brez izhoda, torej prvo nobenega okna, seveda nobenega kančka svetlobe, popolna tema in še en element, ki je v bistvu brez izhoda, je na primer ta navzočnost te rdeče žice, ki je stalno tudi prisotna in ki nam pripoveduje, da žrtve, tudi če so bile izmučene, izmaličene in ki resnično niso vedeli, da bodo končale v jašku, ampak so bile privezane na obeh rokah. Kaj to pomeni? Če ima človek v bistvu razvezane roke in ve, da bo padel v kakšen jašek, je drugačen padec, če si lahko vsaj pomaga z rokami, ampak vam povem, da privezane roke je pa v bistvu padec, ki ga v bistvu je v bistvu tak grozen padec in v bistvu nam upredarja situacija popolna brez izhoda. Za protivtež od levega in desnega jaška imamo sredinski jašek, ki nam uprizarja ali upodablja tudi odrešensko pot. To pomeni, da žrtve, ki so šle preko tega jaška, so iskale v bistvu neko svetlobo, neko odrešenje. Ta kompozicija teh križev seveda je bila naslikana tudi na podlagi neke fotografije najdenih križev. V bistvu dobro vidimo, kaj so pomenili te križi. Te križi so v bistvu pomenili oziroma lastniki teh križev so bili virni ljudje, rabili so dobro vedeli, koga so ubijali, rabili so ubijali Boga, so ubijali viro. To pomeni, da prikazuje močno vero teh žrtev. Lahko naredimo tudi eno močno primerjavo, da kot Kristus je nosil svoj križ pred smrtjo, tudi te žrtve ali pa žrtve celotne, dajmo reči Slovenije, so tudi nosile do smrti svoj križ. Po drugi strani ta ista kompozicija, ki izgleda monolitna zaradi močne vire, je v bistvu neka mehka kompozicija, že transparentna, že dinamika in ki bi lahko uprizarjala tudi skupina duš. Ta skupina duš, ki želi seveda po nekem krepenenju in po neki v bistvu svetlobi. Preidemo na drugi del slike, v bistvu na kamnito pregrado. Opazimo 12 pregrad. Lahko rečemo na prvi pogled, da so v bistvu prizorjene 12 pregrad Hude jame. Naredimo pol še eno drugo prispodobo, v bistvu padec Berlinskega zidu. To so v bistvu 12 domin, ki so v bistvu bile uprizorjene na dan 20-letnice padec Berlinskega zidu. In kot tretja prispodoba sem si predstavljala v bistvu, ker kamen nam vedno prikazuje težo, močno težo. In teža je bila v bistvu teža močnega, težkega režima, ki je kršil človekove pravice. Ta kamen je tudi nad žrtvami, to v bistvu je sistem, ki je kršil, ki je poslal v bistvu te ljudi, naše žrtve v smrt. Kaj pa pomeni v bistvu to lomljenje kamnov? Torej, to lomljenje teh pregrad je v bistvu seveda predor v sam jašek ali v Hudo jamo, po drugi strani pa tudi padec sistema. V slikarstvu, ko se upodablja kakšen začetek padca, ima pol gledalec občutek, kot da bodo sledili vsi ostali kamni in bodo vsak čas padli. Če nadaljujemo tole ascendentno vertikalo, gledalec se osredotoči v neki kelih
to je v bistvu kelih, sem v bistvu dobila navdih v Plečnikovem kelihu, v slovenskem kelihu in tudi lahko tudi najdemo prispodobo, da te naše žrtve so v bistvu šli tudi preko tega keliha. Prispodoba je v bistvu, naj gre ta kelih mimo mene. Preidemo zdaj pa na zgornji del. Na prvi pogled bomo videli pač, da smo se približali neki svetlobi, nekemu odrešenju. Gledalec lahko reče, ali je to vesolje, ali lahko to Bog, svetloba, ampak na prvi pogled lahko vidimo obliko sonca. Opazimo tam tudi v tej konturi, eno majhno konturo, ki vsebuje 12 zvezd. Tudi v tem najdemo primerjavo. Ta primerjava bi lahko bila v bistvu 12 zvezd, 12 v bistvu nov pravni red, nov pravni evropski red. In na prvi pogled lahko pa tudi gledalec opazi, da zgornja kontura še ni dokončana. Ampak bi rada opozorila, da ta kontura v bistvu ni dokončana, ker ni bilo dovolj platna. Vse prej obratno. Ta v bistvu nepopolna kontura pomeni, da pri nas v Sloveniji niso bile stvari dokončane in da manjka še veliko dokončati. Torej, ta nepopolna kontura je bila načrtno tako narejena, ker mislim, da imamo še marsikaj še za postoriti v Sloveniji. Ne ostane kot spomin in opomin, kot nedokončane še v bistvu, oziroma nedokončanega razčiščevanja v Sloveniji. In samo še to morda v slikarstvu, v kiparstvu, popolna oblika, zaprta oblika pomeni popolnost. Zdaj pa posebej še odlomek. No, zdaj pa vidimo odlomek zgornjega dela, našega svetlega dela, našega odrešenskega dela. Lahko na prvi pogled opazimo, da je slika v reliefu. Slika je, oziroma v celoti v reliefu, svetlova je do zgori na vzdolj, fotograf je po vsej verjetnosti fotografiral od odspodi, in v tem primeru je slika skoraj tipljiva. Mi lahko tudi tipamo ta relief. Torej, ta slika v bistvu je že iztočnica, ne da bo, ampak je že iztočnica za naslednjo sliko o naši slovenski svetlobi. Slika je že konceptuirana, slika je že skicirana, ampak manjka še pravi čas, pravi trenutek, da bo še prenešena na platno. Sem pa prepričana, da bo tudi to prišlo. Kot sem pa povedala prej, morajo pa še nekaj stvari biti tudi razčiščene v Sloveniji, ampak sem prepričana, da če smo prišli do te svetlobe, da bo sigurno nadaljevala največja svetlova na Slovenskem in seveda tudi dosežek sprave. Če samo povem eno besedo in skoraj bi s tem tudi zaključila, da slovenska Gernika ima svoj prostor na Brezjah, svoj častni prostor na Brezjah, to je pri vhodu na levi strani zgoraj. Pričakujemo tudi eno ustrezno osvetljavo, o tem se tudi menimo, naj bo tudi tukaj prispodoba, da večna luč naj bo svetla, in dosežek je pa ta, in se moramo tega zavedati, da naše žrtve počivajo v največji slovenski katedrali. In to je že tudi velik dosežek naši svetlobi. Za zaključek bi pa resnično samo še to. Lansko leto sem povedala pač en stavk za Reporter in mislim, da sem tudi s tem stavkom zaključila v Šentvidu. Resnica je neizbežna in bo šla svojo pot naprej. Prej ali slej bomo dosegli marsikaj in upam, da tudi ta slika in to bogato omizje bo pripomoglo k tako pomembnemu dejanju, kot je obsodba komunizma in ne nazadnje tudi dosežek sprave. Jaz se zahvaljujem vsem skupaj in če bo potrebno kakšno vprašanje, sem tudi na volji. Hvala lepa.